pozdravljeni. Torej, pričeli bomo z okroglo mizo izzivi obmejnosti. Da se nam bo spotoma še kdo pridružil, če ne pa bomo tudi v taki sestavi, mislim, da izvedli zanimivo diskusijo. Torej, bi predstavila naše goste, bom začela kar na moj levi, iz Slovja, torej Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu, Norina Bogatec, raziskovalka. Od nje se obetamo, bi rekla, nek prikaz, izkušnjo stvarnosti slovenske manjšine živeče v Trstu in pa prikaz, bi rekla, obmejnosti, izziva obmejnosti z druge strani meje, poleg mene kolegica Karmen Medica, zaposlena na Fakulteti za humanistične študije, na kateri se nahajamo in pa na znanstvenem raziskovalnem središču. Na moj desni Maurizio Tremol iz Comunità Nazionale Italiana oziroma Italijanske unije, predstavnik italijanske manjšine. Na to Vesna Mikolič, prav tako raziskovalka, predavateljica na Fakulteti za humanistične študije in pa znanstvenem raziskovalnem središču. In pa na mojem skrajnem desnem koncu Joso Bekić, predstavnik hrvaškega društva, torej Istra Piran. Zdaj naslov okrogle mize izzive obmejnosti že nakazuje, v katero smer naj bi šla današnja diskusija. Gre za to, da življenje, bi rekla, ob meji poteka na drugačen način kot na območjih, ki so kulturno oziroma etnično homogena. Tisti, ki tukaj živimo oziroma se s tem raziskovalno ukvarjamo, to še predobro vemo. Res pa je, da so pogosto, bi rekla, ljudje, pa tudi raziskovalci ali politiki iz nacionalno bolj etnično pa narodno bolj homogenih območij nekako spregledajo te specifike. Na te specifike pa ves čas poskušamo opozarjati prav raziskovalci, ki tukaj živimo. Gre za to, da ob meji zaznamo neke vrste obmejne identitete ali transkulturne identitete, ki so zelo posebne. Danes smo primer rezultatov ene raziskave, ki smo jo delali na vseh obmejnih območjih Slovenije in izpričuje, bi rekla, zelo zanimivo sliko. Torej, spraševali smo ljudi, ki živijo ob hrvaško-slovenski meji, ob slovensko-italijanski meji, ob slovensko-avstrijski meji, slovensko-mađarski meji, kdo jim je bližje, bi rekla, to je tako zelo zanimivo vprašanje, s kom se čutijo kulturno oziroma identitetno bližje. Z nekom, ki živi na drugi strani meje, torej za nekoga iz tega območja, ali mu je torej bližji nekdo kulturno, identitetno, ki je Italijan in živi torej preko meje, ali, bi rekla, Slovenec iz centralnega dela Slovenije. In rezultati so bili, bi rekla, z mojega vidika pričakovani, z vidika marsikoga, ki se pa s tem ne ukvarja, pa lahko celo šokantni. Številke so se gibale približno med 70 in 80% vseh prebivalcev na reprezentativnem vzorcu vseh obmejnih območij se je opredelilo, da se čutijo bližje in bolj povezani in bolj podobni nekomu, ki živi na drugi strani meje, čeprav druge narodne pripadnosti, Slovencem iz recimo nekega centralnega dela Slovenije, pač kako že to pomeni, nekaj bolj etnično homogenega. Torej gre za neke specifične, ne bi rekla, identitetne podobe. Gre za to, da so ljudje, ki živijo ob meji, povezani s prekomejnim prostorom, tudi preko sorodstvenih vezi, preko rednih stikov zaradi, ne vem, izobraževanja, nakupov, dela, medijski prostor sega seveda preko meje in tako naprej. Poleg tega je specifika obmejnih prostorov skorajda vedno tudi prisotnost manjšin. V našem primeru vemo, če govorim konkretno o tem prostoru, v kateri se nahajamo, se soočamo s prisotnostjo avtohtone italijanske manjšine, pa seveda tudi številnimi drugimi manjšinami, ki so prav tako tradicionalno prisotne, čeprav in naša ustava tega nekako ne priznava, o tem bo tudi več kolega Joso povedal. Po drugi strani pa, prav tako kot slovenska država, politika zelo rada pozablja na slovensko manjšino, ki živi v Italiji. Torej Slovenci kulturno prečimo politično mejo, se pa tega pravzaprav ne zavedamo, prav tako se ne zavedamo, kakšen lahko doprinos preka Slovencev, ki živijo onkraj meje, o tem nekoliko kasneje. Toliko za uvod, da dobijo malo občutek, o čem bo potekala debata, diskusija. Jaz bi predlagala, da vsak od, bi rekla, govorcev in govork predstavi v tistih, 10 minutah tiste izhodišča, ki se njemu ali njej zdijo najpomembnejša, da osvetlijo preka to posebnost tega prostora, te izzive, potem pa bi prepustili diskusijo, da se vodi se strani vprašanj publike oziroma iz naše strani. Jaz bi nekako povabila k besedi najprej Karmen Medico, ki bi
mogoče nekak splošen koncept oziroma splošen pogled v situacijo, na nekaj izhodišče, ki so bolj splošne narave, potem pa bi šli bolj na specifične tematike, skladno z temo, ki jo ima posameznik. To nekako ne zbiti, kar predala. No, tako, jaz bi povedala, da se to zadevo obmejnosti zglačujem na en način insidersko in outsidersko, torej skozi neposredno življenjsko izkušnjo in tudi v stroki je skozi bila prisotna ta tema. In če ta življenjska izkušnja da eno raziskovalno radovednost, recimo, po drugi strani stroka hoče eno definicijo. In zdaj, če bi podala eno definicijo obmejnosti, govorimo o eni komponenti, ki je zelo obmejni komponenti obmejnosti, ki je spremenljiva in fluidna in prilagodljiva in dinamična in da pravzaprav definicije v stroki še nimamo. Morda niti ni tako nujno potrebna. Po svojem kontekstu, recimo raziskovalnem, govorim o tej obmejnosti, mislim na istrski prostor, tega istrskega polotoka, ta trikotnik, kjer je pravzaprav večstoletno in skupno bivanje prebivalcev se vedno soočalo z eno obmejnostjo, vedno so se spreminjale oblasti nad tem polotokom in je prebivalstvo preprosto razvilo eno praktično in pragmatizem vsakdana prilagojeno življenje. Torej, vedno je bila ena razlika, kako je to obmejnost formulirala elitna skupina, recimo tisti, ki so bili na oblasti top-down, drugo je pa bil ta pristop bottom-up, torej kako so prebivalci živeli to obmejnost. In to je bil morda tudi večji interes v mojih raziskavah. Torej, ugotoviti, kako se vsakdanje življenje spreminja, kada pride ena nova meja. In zadnjo obmejnost, ki smo raziskovalno spremljali, je recimo v moji raziskavi bila slovensko-hrvaška obmejnost. Prej tudi slovensko-italijanska, zadnja je bila slovensko-hrvaška obmejnost, torej ena od teh novejših obmejnih komponent, ki je nastala, se je pojavila z razpadom Jugoslavije, nastankom nove državne meje, torej republiška meja, ki je recimo bila dokaj jasna, vendarle življenjsko jo prebivalci niso čutili. Zdaj je prišla ena nova meja, ki je dejansko posegla vsakdanje življenje prebivalcev in ga je dostkrat blokirala, dezorganizirala. Tisti prejšnji pragmatizem je postal nezaželjen, pogosto tudi nemogoč. No, zdaj je tudi tukaj prihaja do ene spremembe, ta meja še vedno obstaja, še vedno se čuti, vendarle manj močna, vsaj politično, ker je tudi Hrvaška vstopila v Evropsko unijo. No, vsekakor so vse te meje, vse te spremembe državne meje, zdaj ta recimo Evropska unija, tudi spreminjale stike v vsakdanjem življenju. Spreminjali so se stiki, spreminjale so se interakcije in tudi identitete. In dejstvo je, da je vedno na tem obmejnem območju obstajala tudi možnost spreminjanja identitet, preklapljanja identitet in tudi večje možnosti za izbiro različnih identitet. To je tudi praksa, dejstvo, življenjska situacija vseh obmejnih, vseh etnično mešanih območij s prepleteno etnično sestavo, ker vedno nastajajo tudi nove in posebne etnične identitete in istrska obmejnost to vsekakor potrjuje. Izbirne med različnimi identitetami, ki so vedno prisotne, vedno se odpirajo tudi nove možnosti. Bi par elementov sam poudarila skozi ta zgodovinski presek, bi to raznovrstnost družbenega življenja v obmejnem območju istrskega polotoka lahko združili v nekaterih elementih. To je prvo, da se najmočnejši pretresi diferenciacije v življenju vedno dogajajo znotraj družin. Vedno so v ospredju družinski krogi. Potem sorodstvena mreža je tista, ki v vseh teh premikih, selitvah, migracijah bila izredno uporabna, praktična in tudi pragmatična. Procesi so se vrstili, migriranje, akulturacije, asimilacije, integracije in to so vse značilnosti tega prostora tudi danes, tudi v tem trenutku. Značilnost tega prostora je, da so vsi in posamezniki, lahko rečemo, in tudi družbene skupine vedno bili povezani v eno mrežo kolektivnega spomina. To je imelo tudi za posledico dostkrat izpostavljen nastanek tudi regionalnosti in regionalnih identitet.
Zanimivost tega prostora je, če gledamo skozi zgodovino do danes, tudi to, da se gospodarski, kulturni, intelektualni in politični elitizmi nikoli niso ujemili. Kulturno-intelektualni elitizmi se niso ujemali s političnimi eliti, se pa niso ujemali z gospodarskimi elementi. In to je na en način prisotno še vedno. Sam prostor tega tradicionalnega življenja se je pa vedno upiral in mejam in delitvam. In bi lahko rekla, da se vsakdanje življenje prebivalcev še naprej odvija v enem tradicionalnem prostoru. Ta tradicionalni prostor danes dejansko združuje Evropska unija, se pa nahaja v treh državah, torej Sloveniji, Hrvaški in tudi Italiji danes. No, znotraj tega prostora je vedno prisotna tudi ena varieteta kulturnih skupnosti. In torej postavljajo tudi razlike. In da se pojavi kakšen problem. Mislim, da edino takrat v tistem trenutku, ko ljudje ne morejo, ne želijo, nočejo stopiti v dialog. Ker kakorkoli v vseh situacijah je dialog tisti, ki edini pravzaprav nima nobene alternative. In v današnji situaciji, ko so ljudje bistveno manj različni, kot so bili v preteklosti, se je začel potrebovati tudi občutek ene pripadnosti, ene lastne identitete. In tukaj bi rekla, nastaja poleg vseh tistih pozitivnih elementov tudi eno vprašljiv element, a se odpira s tem tudi možnosti za nastanek enega strateškega primordializma, torej tudi ene regionalne samozadostnosti. No, interpretacije prakse se vedno razlikujejo. Nujno so razprave o problemu, o temi boljše, kot če rečemo problemu. In te razprave so lahko in kontradiktorne, nekonsistentne in nedokončane. Vendar že sama razprava odpira sredstva za razumevanje ene določene situacije. Če pa izhajamo iz mikro-, makro-, sociolingvističnih, sociopsiholoških, etnološko-antropoloških in še kakšnih drugih stikov v Istri, po katerih ljudje različnih jezikov, kultur, kot posebne entitete prihajajo v stike, potem bi pomembno poudariti, da nastajajo tudi nove oblike sociobilnosti, na katere morda smo še premalo delali. Torej, da so po, recimo, londonskem sporazumu